Štajerska in Gorenjska. To je spadalo pod Nemčijo direktno in pogoji so bili drugačni kot v marsikajšnem delu Evrope. Vi ste že pod italijanski del spadali, ne? Med drugo svetovno vojno do 9.9.43. Tukaj je bilo pa brez vsakih ujetnikov, so potem tudi slovenske firme dobile delo in so ga dobile. Tudi živilske karte, hrane in tako, to je bilo v začetku seveda vse na razpolago, ker so isti zakoni veljali kot za nemško državo. No, to se je pa kasneje spremenilo, o tem boste slišali. Samo da bi na tisto vprašanje do konca odgovoril v zvezi z Emo Krško. Dajte, Ema Krško, ki je doma bila oblišta na Kozjanskem, pa potem tudi živela s svojim Viljamom v Brežah, je kmalu izgubila moža Viljama in na to oba sinoma Viljama in Hartviga. Ker je bila zelo, zelo bogata, je najprej zgradila dva samostana, najprej v moški, na to še tudi ženske, ki je potem tudi kompletno razdala vse premoženje, tudi revežem. In ko je zgradila ta samostan leta 1043, je sama kot revna odšla v ta samostan, kot sem že rekel, ki je sama zgradila. Potem je pa seveda to vse skupaj prevzela Krška škofija. Tako da mi nimamo Celovško škofijo, ampak imamo Krško škofijo za celoten del. Je pa te meje izredno dobro Slomšek potem razdelil. Sekovsko škofijo je dal proti Gradcu, Levantinsko škofijo je iz Laboške doline potegnil, hotel je v Celje, ampak potem je šla v Maribor, ker je hotel čim več Slovencev dobiti v ta prostor. In seveda njemu se je zelo šlo. Vedel je, da starši pošiljajo otroke k maši, ne pa tudi v šolo. Zato je uvedel tudi nedeljske šole, da so lepo se učili brati in pisati. Posledice tega je, da smo dejansko dobili izredno veliko pismenost, kajti Slovenci so bili leta 1910 med tremi najbolj pismeni narodi v Evropi. Okrog 90% ljudi je znal brati in pisati. Slovenska beseda je bila povsod prisotna, kljub temu, da nismo imeli svoje države. In zato je tem velikim buditeljem treba res čestitati. Slomšek je pripravil pot majstru, da je lahko majster kasneje dosegel, kar je, ker smo precej o majstru že rekli, tam pred njegovo hišo, tudi kdaj je bila prva slovenska vojska, 19. novembra 1918 tudi ustanovljena. Takole, samo tole sem še dodal, tako da mislim, da smo kar v Kamniku eno lepo sliko dobili, ker smo ga kar lep del prehodili in zdaj pa lepo do Kranja. En delček Kranja si bomo ogledali, preden bomo šli v rove, potem pa po rovih bom pa videl, z katere strani bojo prišli. Lete, če boste vi prišli z vodnikom lokalnim preko Pungarta, mimo Rožnovenske nedelje, mimo Prešernovega spomenika, tiste bom še enkrat kazal, ampak bom začel tukaj takoj pri Globusu in bomo mi en del pogledali, recimo gremo še v stransko hiše, del do Blajvajsovih hiše. Zagotovo o Leopoldu Lajerju, ko boste šli mimo njegove hiše, vam bo vodnik povedal, če ne bo vodnik, bom pa jaz, a veste, tako da nič bat, zagotovo boste tudi v Kranju dobili vse možne variante. To je ta glavna kamniška postaja železniška, zadnja je pa to, kar sem že rekel, štacion Plečnik naredi in je za duševno prizadete ljudi tam tudi dnevni prostor.